Za začetek, gledajte zdaj, v zadnjem dnevu okoli teh stroškov za migrante, stroškov za prosilce za azil, stroškov tistih, ki jim je azil odobren, beguncev, če želite, prihaja do izjemno različnih informacij, pravzaprav še največji pa dezinformacij. Zdaj, so te dezinformacije načrtne ali ne, se ne bom spuščal, ampak vsaj številka 833 evrov je avtorstvo moje, ne? Čeprav tega ne omenja nihče, tudi kritizira me nihče. Glejte, treba je reči tako, ne? Tisti, ki trdijo, da dobijo prosilci za azil 833 evrov denarja na roko, seveda nimajo prav. To je čisto zavajanje. Tisti, ki trdijo, kot smo včeraj slišali, da je za enega prosilca za azil 12,50 evrov na dan ali 385 evrov na mesec, spet nimajo prav, to je včerajšnji podatek. Jaz bi se želel najprej raztolmačiti par pojmov. Tisti, ki gredo čez Slovenijo, in teh je nekaj manj kot pol milijona, 470 tisoč, tisti seveda ne dobijo nič. Država ima z njimi zgolj stroške zaradi prevoza in vse ostale stroške, ki jih ima. Teh stroškov je bilo po javno objavljenih podatkih, mislim, da je vlada tudi objavila prave podatke, okoli 25 milijonov, približno pol bo pokrila Evropa, približno pol pa mi. Skratka, s tem smo rešili vprašanje teh 470 tisoč ljudi, ki so šli preko Slovenije na sever. Ko pa govorimo o ostalih, pa seveda govorimo najprej o dveh kategorijah ljudi. Ena kategorija so tisti, ki zaprosijo za azil in ustrezni organi ugotovijo, da imajo potencialne možnosti, da dobijo azil, zato jih napotijo v azilni dom. Ena kategorija so pa tisti, za katere varnostni organi, skratka policija na meji, že vnaprej vidi mnogo znakov, bom rekel, zato, da ne bodo dobili azila, ampak da jih je treba vrniti nazaj v tretje države, države izvora, države prihoda, so pa tisti, ki so v Postojni. V Postojni centru, kot se imenuje nepopularno center za odstranjevanje tujcev, to je prav policijski zapor, ki je zastražen, ki posamezniki ne morejo zapustiti tega objekta. In čakajo na to, da bodo odšli, da jih bo država vrnila ali izvornim državam, ali pa državi, odkud so prišli. Največkrat Hrvaška. Pustimo to kategorijo strani. In se torej dajmo osredotočiti izključno in samo na tiste, ki zaprosijo za azil. In jih imenujemo prosilci za azil, lahko jih imenujemo nič drugače kot prosilci za azil, dokler ta njihov status ni rešen. Ti pa so nameščeni v azilnem domu. Slovenski azilni dom je na Viču, kot veste, v Ljubljani. Ta objekt sprejme do 300 ljudi, približno, odvisno, koliko namestijo rezervnih postelj. In ko sem jaz govoril o stroških, sem govoril seveda o teh ljudeh, ki prosijo za azil in so nameščeni v azilnem domu. Včeraj državni sekretar Šefic navrgel podatek, da je oskrbni dan azilnega doma 12,50 evrov na dan. Vete, zdaj, jaz sem samo tako rekel, ne bi rad bil kritičen do tistih, ki so poročali to, ampak taka izjava ni resna, ne, tako poročanje je pa tudi malo, bom rekel, težko ga razumem iz razloga, ker je le treba tako številko preveriti. Poglejte, kaj je na razpolago tem ljudem v azilnem domu? V azilnem domu so jim na razpolago 3 obroki, zajtrk, kosilo, večerja. Vprašam vas, če to lahko vse dobite, potem na koncu bom vprašal za 12,50 evra. Torej, 3 obroke hrane, otroci 5 seveda. Stanovanje, torej postelja, bivališče, dnevni prostori, skupni prostori, kar je seveda ogrevano, če želite. Materialni stroški za delovanje azilnega doma. Pomeni kurjava, elektrika, voda, hrana, ki se nabavlja in tako dalje. Materialni stroški oskrbe vseh teh ljudi, konec koncev jim je treba dati verjetno tudi kako obleko.
Stroški zaposlenih, tam je zaposlenih 28 oseb. To je dosti pomemben podatek, 28 oseb je tam zaposlenih. To je 28 plač na mesec, ne? In nič drugače. Stroški pogodbenih sodelavcev azilnega doma, to so stroški prevajalcev, nekdo mora plačati. Stroški psihologov, stroški pravnih svetovalcev, ki svetujejo prosilcem za azil. Sodni stroški, ker če nekdo gre, ni zadovoljen z rešitvijo vloge za azil, gre na sodišče, če želite. Upravni stroški izdaje dokumentov, ko dobijo azil. Stroški varovanja azilnega doma. In ne nazadnje 18 evrov žepnine na mesec, da ne bo pomote. Gospe in gospodje, ali lahko to spravimo v 12,50 evrov? To ne moremo spraviti v 12,50 evrov na dan. To mislim, da je vidno iz Lunde. Gospod Šefic je pred dnemom govoril o skrbi v smislu zajtrk, kosilo, večerjo. To je de facto dejstvo. Mero dokaz, da ne bomo na pamet govorili in da ne bomo papirjev pokazali, ker se mi zdi, da je prav, da je vidite. Predsednik vlade je pred eno uro govoril tudi o tem. Mislim, da je dal korektno izjavo. Ne? Zakaj? Rekel je, da se ti stroški zbirajo po ministrstvih, zato on kot tak ne more podati skupne ocene, kar je verjetno res in mu kaže verjeti. Vendar, pogledajte, 21. septembra smo imeli sejo državnega zbora, poslanec Šircl je postavil poslansko vprašanje, tega boste dobili v mapicah, smo vam pripravili, tako da ne bo problem. In na strani 2 tega poslanskega vprašanja gospod Mramor pravi takole. Ampak je danes zelo težko napovedati, kakšen bo obseg tega priliva beguncev v Slovenijo. Mogoče pa dodam samo okvirno oceno stroškov. Za obravnavo oskrbo prosilcev za azil, jaz bi rekel približno 10.000 evrov na leto, to bi bila prava ocena stroškov. Torej, gospod Mramor je 21.9. lansko leto ocenil, da je to približno 10.000 evrov na leto enega prosilca za azil, da ne bo pomote ste. Tistega, ki prosi za azil in je nastanjen v azilnem domu. Če od 10.000 delite za 12 mesecev, dobite famoznih 833, o katerih je toliko govora. To je ta podatek, s katerim sem jaz upredelil. To je ta podatek. Ne? In gospod Mramor pravi, da je to približni podatek. Poglejmo še en dokaz, ki ga imate tudi v mapici. 5.2.2016, se pravi pred dobrimi 14 dnevi, je ministrica za notranje zadeve v odgovoru na poslansko vprašanje na to isto zadevo govorila takole. Ocene stroškov za delovanje nastanitvenih centrov za migrante. Namreč govorila je o tem, v tej zadevi je govorila v sklopu odgovora na to, kako po Sloveniji iščejo te centre, ki morajo nuditi enako oskrbo kot azilni dom. To je pa jasno. Ti domovi bodo nudili enako oskrbo kot azilni dom, ker bodo neke vrste podružnice azilnega doma. Drugače tudi ne more biti. Ne moremo podati, torej oceno stroškov ne moremo podati, pravi ministrica, saj je odvisna od odločitve, kje bo center deloval, kakšna bo morebitna dodatna dela bodo potrebna, njegovo vzpostavitev in podobno. Glede na dosedanje izkušnje, pa lahko stroške delovanja takšnih migrantskih centrov ocenimo v višini 50 evrov na migranta na dan. To pomeni 1500 evrov na mesec. To pomeni pa 1500 evrov na mesec ali 15.000 evrov na leto. Zdaj, jaz ne bom potenciral ne ene, ne druge številke. Gospod in gospodje, ne moramo pa pristati na naivnost tistih, ki take številke servirajo, da je to 12,50 evrov na dan. Ker to ni mogoče, to vsi vemo. To vsi vemo. Kakva bo zdaj ta številka? Ne vemo. Ampak bo pa najverjetneje tu nekje, med gospodom Mramorjem pa gospod ministrico. Če bojo ne vem koliko vlagali v te izpostave azilnih domov po Sloveniji, bo verjetno ta znesek bolj približan gospod ministrici.
Ne verjamem pa seveda, da bi bil ta znesek približan temu, kar je govoril gospod Maranov. Ker ko sem govoril o teh številkah, kaj je vse tu noter potrebno všteti, vam sploh nisem nič rekel o zdravstvenem oskrbi. Prosilci za azil imajo celotno zdravstveno oskrbo. Prosilci za azil imajo pravico do izobraževanja. Ko pa je njihova vloga rešena, pa v tem trenutku še do določenih denarnih sredstev. Toliko na kratko, moj namen je bil danes pravzaprav ena sama stvar. Glede, vsi tisti, ki javno nastopamo na to temo, pa smo to poslanci, pa so to ministri, pa so to državni sekretarji in ne nazadnje pravzaprav, vi, ki ste v službi medijev, ki ste v službi objektivnega poročanja, moj cilj je bil zgolj in samo opozoriti na te številke z vidika, da do ljudi pridejo prave številke. Zdaj, če je to vladi všeč ali ni, ne vem. Občutek imam, da vladi te številke niso najbolj všeč. Ampak, in zato tudi take manipulacije v 12,50 evrov oskrbnega dne. To ni mogoče, to vsi veste, da za 12,50 evrov ne boste nikjer dobili hrane in stanovanje. Nikjer, pač ne gre. Torej, to je bil moj cilj in tu se bom tudi ustavil in se vam zahvaljujem za poslušanje.